Prehajamo na 3. točko dnevnega reda. Seznanitev z letnim poročilom o uresničevanju ukrepov iz akcijskega načrta za trajnostni razvoj turizma v Kamniku za leto 2024 v okviru zelene sheme slovenskega turizma. Akcijsko poročilo je objavljeno v gradivu številka 18, predlagatelj je župan, poročevalci pa Nina Irt, Luka Svetec, Katarina Vegal in Sara Siter. Nina Irt, izvolite besedo. Predsedujoči, hvala za besedo. Lep pozdrav vsem svetnikom, svetnicam občinske upravi še Zavoda za turizem in šport Kamnik in v mojem imenu seveda. Kot ste seznanjeni, ste prebrali obrazložitev te točke, je v skladu s 17. členom statuta občine Kamnik se naj danes občinski svet občine Kamnik seznani in obravnava letno poročilo o uresničevanju ukrepov iz akcijskega načrta za trajnostni razvoj turizma v Kamniku za leto 2024. Za trajnostni znak Slovenija Green Destination, ki ga izvaja Zavod za turizem in šport Kamnik, kot veste, je ta znak vsake 3 leta recertificiramo in smo že drugič zlati. To ste že posod prebrali, pa še boste, upam. V letu 2019 in drugič ob koncu leta 2022 je Kamnik prejel zlati znak Slovenija Green Destination, ki ga s svojimi aktivnostmi v obdobju 2023 do 2025 skuša ohraniti tudi za tekoče 3-letno ocenjevalno obdobje. Točna recertifikacija znaka je torej 30.11.2025. Zaradi vsakoletnega spremljanja uresničevanja ciljev za preteklo leto in za pomoč pri ohranitvi zlatega trajnostnega znaka, ki se obnavlja vsake 3 leta, mora občinski svet občine Kamnik obravnavati letno poročilo o uresničevanju ukrepov iz tega načrta za trajnostni razvoj turizma v Kamniku za leto 2024 in sprejeti predlagani sklep. Zdaj, če se strinjate, predsedujoči, jaz to ne bom vse brala, ker je v redu. Jaz mislim, da ste prebrali. Mogoče sam hiter povzetek, da vam ne jemljem vsem skupaj časa. Bolj po domače, da povem. Dejansko zdaj trenutno je v planu tudi na seji v septembru 3-letno poročilo vam bomo podali vseh deležnikov, ki vplivamo na okolje v Kamniku. To pomeni, jaz kot zelena koordinatorka sem samo zadnji člen v verigi vseh vaših trajnostnih projektov, to pomeni deležniki, ki smo seveda najprej na prvi, bom nas dala na prvo mesto, ko moramo biti vzor, Zavod za turizem in šport Kamnik s trajnostnimi projekti in dogodki. Potem je absolutno to občina Kamnik, ki dela v vseh oddelkih najpomembnejši seveda ori teh trajnostnih projektov. Potem je to seveda turistično gospodarstvo, s katerim mora Zavod za turizem zelo dobro sodelovati in v 8. letu, ko sem koordinatorka, lahko povzamem, da opažam vedno boljše sodelovanje. Je potem to seveda tudi Publikus, je seveda tudi centralno čistilna naprava Domžale Kamnik in pa komunalno podjetje Kamnik, od tega pa poročilo itak dobim iz občine, ker je koncesionar. Tako da v septembru se bo točka ponovila, ampak bomo takrat boste imeli na mesto tazga lepoka, jaz se potrudim, da je to malo. Boste dobili za 3 leta. Ampak morate vedeti in vedno vsakič izkoristim priliko, ko sem z vami v stiku, oglasite se pri meni v pisarni, da boste videli to platformo, kjer so noter zabeleženi kriteriji. Kriteriji so pa vedno strožji, ker je Slovenska turistična organizacija, ki je krovna hiša te sheme, zelene sheme slovenskega turizma in zelene družine, če lahko tako rečem, Slovenije. In jih prilagaja z evropskimi direktivami. Tako da kriteriji so vedno bolj podrobni, vedno, bom rekla, zahtevnejši. Tako v globalu imamo 6 kriterijev s mnogimi podkriterijimi in sicer prvi kriterij je destinacijski menedžment, ki je neka opisna destinacija, opis destinacije. Drugi kriterij je narava in pokrajina, kjer smo vedno najboljši, vedno dobimo maksimalno število točk oziroma mogoče majčkeno manj. Potem sta okolje in podnebje, kjer je občina Kamnik, oziroma bomo govorili o destinaciji, da bomo vedeli, o čem govorimo. Destinacija ima še možnost veliko za izboljšave. Potem sta kultura in tradicija, tukaj smo vedno zelo dobro ocenjeni. Socialna klima, tudi kolegi iz policijske postaje, tudi njih prosim vedno za to isto poročilo se tudi zabeleži v to platformo in pa poslovanje turističnih podjetij, se pravi naši namestitveniki in turistični ponudniki. Tako da tega je res obsežno in jaz se potrudim, da ko dobim se pravi izvoz iz tega poročila, da vam dam to na toliko strani, jih je še več. Jaz upam, da je kdo prebral, ker je vredno.
prebrati in pa še to bi še enkrat poudarila, zelena shema slovenskega turizma je ogledalo vsake destinacije, da se tudi v lestvici z drugimi destinacijami, ki v turizmu imamo vodilne in tudi spremljajoče manjše destinacije, Kamnik je poleg Ljubljane, naprimer v srednji Sloveniji je 25 destinacij turističnih, samo Ljubljana in Kamnik smo pa vodilni destinacije. No, to je pač neka struktura znotraj tega turizma in je fajn se pozicionirati, da vidiš, kje si. Je fino delati primerjavo z vsakim letom, je krasno delati primerjavo na 3-letno obdobje. Zlati smo, seveda lahko bi bili tudi platinasti, ker tudi ta znak obstaja. Tako da jaz mislim, da glede na izzive poplav, glede na izzive, ki jih je občina Kamnik imela, sem vesela, tudi iz svojega strokovnega pogleda, da smo na dobri poti, čeprav vem, pa se zavedamo vsi skupaj, da imamo še veliko možnosti za izboljšave. Tako da zaenkrat to. Če kakšno vprašanje? Nina, hvala lepa. Odpiram razpravo. Delovna telesa, svetniške skupine, svetnice, svetniki. Ja, Jože Galičič, izvolite besedo. Lep pozdrav vsem, hvala za besedo. Nina, jaz bi samo, čestitam za to, kar ste zdaj naredili, tako. Bi pa vprašal, kako pa mi stojimo v strategiji, ki smo jo sprejeli pred časom, a se tam tudi kaj dogaja na tem področju strategije turizma, ali je ta zelena shema tudi všteta v to strategijo, pa vse to, tako da to me zanima. Hvala. Hvala lepa. Besedo predajam dr. Roku Novaku. Rok, izvoli. Hvala in hvala za to obsežno in zelo tako široko poročilo. Me pa veseli, da prvič, odkar sedim v svetu in od leta 2022, ko je bila sprejeta strategija za mlade v občini Kamnik, je neka informacija o tem, kaj se s tem dogaja. Sicer je v tem poročilu noter, kar je super, ampak bi bilo fino kdaj dobiti še kakšen bolj podroben podatek, glede na to, da je v strategiji sami napisano, da so ta poročila obvezna in da bi mogla biti redna. Hkrati piše noter, da se strategija uspešno izvaja in da so dodatni ukrepi za izboljšanje stanovanjske problematike mladih, spodbujanje mladinskega podjetništva. Bi bilo fino še kaj o tem več vedeti. Zdaj sicer, Nina, ne vem, če imaš zdaj specifično kaj informacije o tem. Če ja, super, drugače bi pa to predlagal, da enkrat v bližnji prihodnosti obdelamo na seji, kaj se dogaja s to strategijo. Hvala. Hvala lepa. Nina, izvoli besedo. Hvala za vprašanje. Najprej Jože. Ja, v strategiji turizma, razvoja turizma v Kamniku do leta 2030 je eno celo poglavje namenjeno zeleni shemi oziroma bomo rekli trajnostnim rešitvam, predlogom in ukrepom, ki se jih destinacija drži. Tudi v zeleni, se pravi v strategiji razvoja turizma, bom skrajšala, ker je predolgo, imamo opredeljene, ker je novost bila s to strategijo sprejeta, odlična, imamo akcijske skupine, in sicer bomo rekli, na mikrodestinacije razdeljena. Tuhinjska dolina s termami Snovik, potem Velika planina s Kamniško Bistrico, pa center mesta. In tukaj so povabljeni predstavniki in turističnih društev in seveda turističnih ponudnikov. In tukaj absolutno zelo opozarjajo na vsako stvar in na tisto, kar mi lahko rešujemo, vse ostalo zelo z roko v roki delamo pač z občinsko upravo, ker mi sami ne moramo rešiti, čeprav občani od nas pričakujejo v bistvu, da bomo vse rešili, ampak ne moramo. Tako da ja, celo poglavje, mislim, da je 5, ne me za besedo držati, ampak celo poglavje je noter in poskušamo kljukati, da je čim več tega uresničenega sproti. Je pa to povezano veliko stvari tudi sredstvi, ampak poskušamo z majhnimi sredstvi dosegati večje učinke. Hvala. Še Rok, strategija za mlade, ja, se pravi, kot sem rekla, v 5, mislim, da je 5, ja, je socialna klima, ne? In tukaj narekuje, da v bistvu
poskušam pridobiti od vseh, bom rekla, in ranljivih ali pa občutljivih skupin, kako z njimi ravnamo. A ne? In sicer seveda mladi so ena tistih skupin in kdor ve, sem jaz v preteklosti tudi s Kickstarterjem zelo sodelovala prek podjetniškega kluba Kamnik, zato so mi zelo poznane, ker se je rekel podjetništvo, spodbujanje, absolutno, ja, to je vse to, kar spodbujamo za podjetniškim klubom Kamnik, tudi start-upe, bomo rekli. Tako da jaz mislim, da ta povezava, ta krog, bom rekla, je zelo dobro sklenjen in je zelo dobro to urejeno v Kamniku, ker to pomeni, da tudi drugi nas s tem spodbujajo. Se pravi, Turizem Ljubljana, ko uresničuje on svojo strategijo razvoja turizma Ljubljane, so nas dali zraven. Se pravi, oni so prepoznali to sodelovanje občina, Zavod za turizem, Šport Kamnik, Kickstarter in podjetniški klub Kamnik kot primer izjemno dobre prakse v CIC v srednjeslovenski regiji in pa tudi, dokler je bil še Sript turizem, smo imeli tudi z njimi. Tako da tle smo bili prepoznani nacionalno, da imamo zelo dober sistem. Zdaj o dodelitvi ukrepov za izboljševanje situacije z stanovanji mladimi, to ne vem. To lahko mogoče kdo drug, kdaj drugič odgovori. Kar se pa tiče teh strategij, vas pa naprošam, tudi vas svetnike, ne, karkoli imate aktivnosti, pa da meni uide, prosim poročite, jaz bom jih z veseljem opisovala tako dobre rezultate, kot tudi tiste izzive, problematike, ki bi jih radi izpostavili, ker to vse vključujemo, se pravi pluse in minuse. Okay. Hvala lepa. Še kdo? Ja. Aleksander Rušič, Sandi, izvoli besedo. Ja, hvala za besedo, ker je danes samo seznanitev s tem dokumentom, se bom zadržal kakšnih vsebinskih komentarjev, mislim pa, da je Rok dobro nakazal, kaj vse je noter zapisano. Imam pa en predlog. V lanskem letu sem čestital direktorju Zavoda za turizem in šport, ker ste uvedli povratne kozarce. In zame kot kakršen koli znak, za katerega je na koncu še vedno nekaj evrov treba participirati, bo to dosežek, da gremo v pravo zeleno smer, ko bomo šli na dogodke po naši občini, pa naj bo to gasilska veselica ali prireditev v organizaciji Zavoda za turizem in šport, kjer bomo povsod dobili v roke kozarce s logotipom Kamnika, plačali kavcijo, če bomo želeli za domov vzeli, če ne pa dobili tiste 2 evra nazaj. No. To bo tisti korak, ki bom jaz rekel, zdaj pa res nekaj delamo v zeleno smer. Hvala. Hvala lepa. Nina, izvoli. Ok, ne. Ok, predlog. Hvala lepa. Zaključujem razpravo. Glasovali bomo o predlaganem sklepu. Občinski svet občine Kamnik se seznani z letnim poročilom o uresničevanju ukrepov iz akcijskega načrta za trajnostni razvoj turizma v Kamniku za leto 2024 v okviru zelene sheme slovenskega turizma. Glasujemo. Glasovanje poteka. Za 24, proti nihče, ugotavljam, da je sklep sprejet in točka zaključena.